Dober dan želim, drage gledalke in gledalci. V našem studiu tokrat gostimo kranjskogorsko županjo Henriko Zupan. Dober dan želim. Dober dan. Ja, kot je v navadi, se bova najprej ozrli na minulo sejo, o čem vse so torej razpravljali na zadnji seji občinskega sveta. Govorili pa bova tudi še malce o poletju in o prihajajoči jeseni ter seveda zimi. In najprej res pojdiva kar na zadnjo sejo občinskega sveta. Po točko 1 so bile kadrovske zadeve. Kaj so obsegale? Ja, res je. Sestali smo se na 13. seji, bom rekla po poletju, in prva točka so bile kadrovske zadeve, ker je bil potrjen član sveta javnega zavoda Triglavski narodni park, Tomaž Petrovič, tako da imamo spet predstavnika občine Kranjska Gora v svetu zavoda. Na dnevnem redu je bil tudi odlok o ukinitvi skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Tako je, ta odlok je bil sprejet po skrajšanem postopku. Šlo je, bom rekla, skoraj za tehnično zadevo, kajti že od leta 2017 se občine srečujejo s težavo, objavljeni so bili razpisi za zasedbo delovnega mesta, pa dejansko ni bilo nobenih kandidatov, tako da smo se župani dogovorili, da pač to skupno notranjo revizijsko službo ukinemo in, bom rekla, to dejavnost opravljamo z najemanjem zunanjih strokovnjakov, tako da ta odlok je bil sprejet. Že preden smo ga obravnavali na seji občinskega sveta občine Kranjska Gora, so ga potrdile občine Bohinj, Jesenice in Žirovnica, pa v naslednjih korakih pa še Gorje. Na dnevnem redu je bilo tudi kar nekaj pravilnikov z različnih vetrov, če tako rečem. Tako je, ja, kar precej pravilnikov je bilo predstavljenih oziroma sprejetih na seji občinskega sveta. Moram reči, da tukaj urejamo zadeve, ki še niso bile urejene, ali pa pravilnike, ki se nekako usklajujejo z evropskimi predpisi. Morda, če na kratko samo predstavim, sprejeli smo pravilnik o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav in ta pravilnik je sicer občina Kranjska Gora že imela, sprejetega leta 2014. Ta pravilnik se je dejansko tukaj samo dopolnil s tem, da se je razširil krog upravičencev tudi na institucije, ki delujejo v javnem interesu, prav zaradi tega, da bomo lahko omogočali raznim, bom rekla zdaj, naprimer planinskim društvom, ki imajo domove izven, bom rekla, aglomeracije oziroma izven obsega kanalizacije, da bodo uredile male komunalne čistilne naprave, kar je pa seveda rok predpisan do leta 2027. Potem je bil sprejet tudi pravilnik o dodeljevanju smučarskih vozovnic za osnovnošolce in dijake. Tukaj so se res že vozovnice razdeljevale, to je bilo že uvedeno v prejšnjem mandatu. Mi smo zdaj tukaj samo pripravili pravilnik, da so dejansko razpisani in napisani pogoji, da je zadeva tudi pravno formalno urejena. Nadalje je bil sprejet tudi pravilnik o sofinanciranju smučišč v občini Kranjska Gora. Tudi tukaj so se dejansko pomoč že izvajala in dejansko tlele imamo okvir, na osnovi katerega bomo pripravili potem tudi razpise. Tako da kar nekaj je bilo teh pravilnikov in zdi se mi prav, da se pač te zadeve res uredijo. Kaj pa elaborat o oblikovanju ocene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode? Ja, Komunala Kranjska Gora je pripravila elaborat o oblikovanju cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode. Tukaj gre za podražitev. Moram pa povedati, da ta elaborat je bil potreben predvsem zaradi tega, ker se v preteklih letih 2020, 2021 in 2022 ta cena ni ustrezno, bom rekla, prilagajala stroškom in sta ti dve dejavnosti dejansko že od leta 2020, 2021 in 2022 ustvarjali izgubo in je bilo treba pač pristopiti in zdaj ta korak narediti.
Povišanje, bom rekla, na sami položnici ne bo tako visoko. Nekako je komunala preračunala, da bo 4-člansko gospodinjstvo, ki porabi približno 15 kubikov vode, na račun te podražitve imelo višjo položnico za okrog 4,5 evra. Smo pa nekako se dogovorili, da komunala res vsakoletno usklajuje to ceno, ker se mi zdi bolj smiselno, da jo podražimo za par centov, kot potem, da pride podražitev 20 centov na kubik, kar bi moglo biti že urejeno v preteklosti. No, na mizi je bilo tudi poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja javnega podjetja Komunala Kranjska Gora. Kaj pravi poročilo? Moram reči, da je bil na eni od prejšnjih sej sprejet sklep oziroma pobuda, da se opravi revizija poslovanja Komunale Kranjska Gora za obdobje od 18.10.2021 do 18.10.2023 za čas direktovanja bivšega direktorja. Revizor je opravil pregled poslovanja in tudi občinski svet seznanil z določenimi nepravilnostmi. Zdaj pa se vrniva še malce v vroče poletje. Letos nam je bilo vreme res naklonjeno. Poleti pa občina Kranjska Gora že tradicionalno praznuje tudi občinski praznik. Če se spomniva še malce slovesnosti pa sprejema 90-letnikov in vseh ostalih prireditev, ki sodijo zraven. Ja, res je, poletje, bom rekla, začetek poletja ni bil najbolj obetaven. Sta nas maj in junij, kar bom rekla, nekako z dežjem razočarala ali pa kakorkoli, ker junija ponavadi smo že kar veseli kakšnih sončnih žarkov. Tako da julij in avgust sta bila pa lepa meseca in seveda v avgustu občinska proslava. V času, bom rekla, ali pa pred občinsko proslavo je že tradicija, da se obišče vse občane, ki v tem letu praznujejo 90-letnico, in tudi tokrat smo se zbrali v Trianglu, kjer se je velika večina udeležila kosila, tam smo malo poklepetali, seveda pa vsem zaželeli res še obilo zdravja. Seveda pa potem naša proslava, na kateri tudi podelimo občinska priznanja in nazive častni občan. Kako pa ste sicer bili zadovoljni z turističnega vidika s poletjem? Nekaj številk je zagotovo že znanih. Ja, res je. Letošnja sezona turistična, če jo začnem zimsko, nam tudi po zimi ni bila najbolj naklonjena z vremenom. Namesto snega smo imeli veliko dežja, tudi, bom rekla, žičničarji imeli težave s pripravo snega. Tako da številke do prvega polletja so nekaj nižje, kar se tiče števila nočitev. Moram pa povedati, da avgust je bil po številu nočitev zopet rekorden. Tako da, če pogledamo do 31. avgusta letošnjega leta, opažamo približno 2% manjši obisk, kot je bil v lanski sezoni. Moram pa povedati, da je bila pa lanska sezona rekordna sezona. Tako da morda bomo ta primanjkljaj nadoknadili še z obiskom v mesecu septembru in seveda tudi do konca leta. No, v občini Kranjska Gora zdaj poteka tudi noveliranje strategije razvoja turizma 2035. Seveda k sodelovanju vabite tudi občanke, občane. Kako daleč je zdaj vse skupaj? Ja, k strategiji smo pristopili v mesecu februarju, kajti konec leta 2025 obstoječa strategija poteče, tako da smo pristopili k pripravi nove strategije za 10-letno obdobje. V času od meseca februarja čez poletje so se odvijale številne, bom rekla, delavnice, kjer so od strateške skupine do vseh ostalih deležnikov nekako skupaj pripravljale novo strategijo turizma. Strategija pa bo dejansko na seji občinskega sveta v mesecu decembru pripravljena za sprejetje. Trenutno potekajo tudi dela na prelazu Vršič. Enkrat je bila popolna zapora že prestavljena zaradi vremena, zdaj v tem tednu pa se nam vendarle obeta. Tako je, ja. Država je končno začela tudi urejati promet oziroma parkirišča na vrhu Vršiča in seveda tudi postavljati zapornice pred oziroma na koncu Jasne. Moram reči, da dela se bodo izvajale vse do sezone leta 2026, kar je treba razumeti. Pač na vrhu Vršiča kar kmalu pride do zimskih razmer, ko začnejo jeseni delati. To se je letos že zgodilo, ko je zapadlo skoraj 30 cm snega.
Zdaj pa, če bodo vremenske razmere, pa seveda bodo z deli nadaljevali. V poletni sezoni del ne morejo upravljati, tako da upajmo, da bo pomladi nekaj, vseeno lepih dni. In računamo, da bo, tako kot je bilo obljubljeno, zapornica v funkciji pred poletno turistično sezono leta 2026. No, pred dnevi ste razpravljali, če tako rečem, tudi o prometu v Vrata. Bil je namreč zbor občanov v Mojstrani. Ja, končno, bom rekla, pa smo tudi v Vratih dočakali zapornico. Pravzaprav zapornica je bila že postavljena, ampak so bili določeni tehnični razlogi, da pač še ni bila v funkciji tudi, bom rekla, pred letošnjo poletno sezono. Sedaj pa s 4. novembrom zapornica začne funkcionirati, tako da smo se v Mojstrani zbrali oziroma sklicali zbor občanov, da smo jim predstavili sam način delovanja oziroma katere izjeme so v državni odredbi opredeljeni in bodo lahko preko zapornice prehajali z določenimi dovolilnicami, ter sam način, kako bo potekal, bom rekla, način vstopa. Morda tukaj le povem, da bo prva ura parkiranja oziroma, bom rekla, dostopa do doline Vrat brezplačna. Vsaka nadaljna ura se bo zaračunavala in tudi pač po določenih urah pač smiselna dnevna parkirnina. Cena teh parkirnine je seveda odvisna od sezone, v poletni sezoni nekaj višja, izven sezone pa nižja. Moram povedati še to, da bo zapornica, ko bo cesta neprevozna, to se pravi v zimskih razmerah, bo zapornica zaprta oziroma ne bo delovala, bodo preko zapornice lahko vstopali samo tisti, ki imajo posebne dovolilnice. Ne moreva mimo tega, no pravzaprav, da v letošnjem letu kar več društev praznuje okrogle jubileje. Če se ozreva še malce na vse te slovesnosti, na vsa ta praznovanja raznih društev, nekaj jih je že bilo, nekaj pa jih še prihaja. Tako je, ja, letos je res veliko jubilantov, od turističnega društva Kranjska Gora, potem kulturno-prosvetnega društva Josip Plavtižar Kranjska Gora, tudi planinsko društvo Gozd Martuljek praznuje, pa teniško društvo Top 30-letnico. Res imamo veliko jubilantov in moram reči, da nekaterim sem že čestitala, ostalim bom pa z veseljem čestitala, ker to je res, bom rekla, velika pridobitev, da imamo tako aktivna društva, tako aktivne njihove člane, da skrbijo, da izvajajo vse dejavnosti v njihovih pristojnostih. Da takole proti koncu vprašam še, kaj vas še čaka v jesenskem delu, v jesenskem času, katere naloge so zdaj trenutno recimo pred vami? Ja, zanesljivo se dokončujejo določene investicije, intenzivno se dela na cestah. Mogoče smo imeli v letošnji sezoni nekaj razpisov zaradi zelo visokih cen razveljavljenih, smo jih morali ponoviti, da smo dobili dokaj, bom rekla, primerne cene. Skratka, definitivno so investicije tiste, ki jih zdaj zaključujemo. Seveda pa, bom rekla, nas čaka tudi zaključek leta s prireditvami, ki jih bo organiziral tudi Turizem Kranjska Gora, tako da se veselim lepega zaključka leta. No, dela ne bo zmanjkalo. To pa definitivno ne. Hvala lepa za obisk v našem studiu. Želim seveda uspešno delo in kmalu spet nasvidenje. Hvala tudi za povabilo in nasvidenje. Drage gledalke in gledalci, vam pa hvala lepa za vašo pozornost in lep dan še naprej. Nasvidenje.